zakaj si ljudje v resnici želijo bogastva, v resnici, ampak ga odklanjajo. Pa se dajmo danes dotakniti te pereče teme, zaradi katere še dobro, da ne obstaja več grmade, ker veliko ljudi me je hotel zaradi te teme že zažgati na grmadi, ampak dobro, še sem tukaj, še sem živa, ne? Pa lahko zaradi tega tudi o tem govorim, ne? In rada bi o tem govorila. Rada bi govorila o tem zaradi tega, ker vidim toliko enih ljudi, ki se v življenju matrajo, manifestacijsko se matrajo. Zakaj se treba matrati? Zakaj ne bi ljudje imeli bogatstva? Zaradi tega, ker je to slabo. Dajmo se danes tega dotakniti v upanju, da dosežem dovolj ljudi, zato da boste začeli razmišljati in da se boste odprli energijam, zaradi tega, ker v resnici bi vas zelo rada videla srečne. In dejstvo je, da vsak človek, ki hoče biti srečen, ima zraven bogatstvo. Nisem rekla, da rabiš za to imeti gore denarja. Rekla sem bogatstvo. Bogatstvo je marsikaj. Bogatstvo je izpopolnjenost, je sreča, je zdravje in vse to. Ampak zraven, bodimo iskreni, dostikrat seveda pride tudi materialna preskrbljenost, obilje, da si lahko privoščiš stvari zase, kar je tudi prav, ne? In jaz bi danes rada se dotaknila in malo razbila te neke mite o tem bogatstvu. In jaz mislim, da ko boste poslušali tole video vsebino, vam bo definitivno zelo logično, če ne drugega, da boste začutili energije, najbolj si želim, da bi jih začutili, ampak vam bo zelo logično, o čem jaz to govorim, ne? Ampak dajmo si najprej pogledati, zakaj je to tako, zakaj ljudje odklanjajo bogatstvo, ne? Prva točka, ki bi jaz definitivno rekla, je, da so ljudje naučeni, da je bogatstvo slabo. Meni je to tako zanimivo, ko kdaj prebereš kaj na Facebooku, pa ne vem, kje vidiš kakšno novico, da se je nekomu kaj, boh ne daj, tragičnega zgodilo. Ja, no, vidiš, denar ne prinese srečo. Ne vem, nekdo je imel bolezen ali pa se je ponesrečil, razumeš? Mislim, da sem to enkrat spremljala eno debato, šlo se je za tega dirkača, mislim, da veste Michaela Schumacherja, ki je imel, on je pač definitivno multimilionar, milijarder, kakorkoli že. Potem je imel neko nesrečo na smučanju, se je ponesrečil in definitivno še danes okreva potem in zelo počasne, tako da jaz mu definitivno želim vse dobro, ampak takrat vem, da sem enkrat brala, ko se je vnela neka debata. No, kam mu pa zdaj pomaga vas ta denar, kam ima to veze s čemarkoli. Pol mi je bilo zanimivo, kako se ljudje potem na to vržejo. Aha, zdaj pa, ok, on je celo življenje delal tisto, kar je rad delal, od tega lahko imel denar, zakaj so se ljudje spravili na to, da imel denar, kaj je to, a veš, imel veze s tema, ne? In jaz sem ugotovila, da je ljudem to en tak vzorc, ne, tako da, če imaš denar, je to slabo, zaradi tega, ker to vidiš, sam nesreča sabo prinese, pa tako naprej. To ne drži. To so si izmislili tisti, ki so želeli ljudi držati stran od denarja, ki so jih hoteli držati stran od osebne moči, ki so jih hoteli držati stran od tega, da bi vse imeli, kar hočejo, zaradi tega, ker potem so vedno odvisni od drugih ljudi, seveda, ne, in ker se jih da potem tudi z lahkoto vodati, ne. Zaradi tega, ker dajmo si naliti čistega pomarančnega soka, kar jaz rada rečem, denar je slab, je vir vsega zla. Dragi moji, če hočete, recimo, da imate ful radi živali, recimo, da ste tako kot jaz, ne? Jaz še hočem pomagati brezdomnim psom, oprostite, ampak rabim denar, pa ne bom rekla oprostite, ker se nimam kaj upravičevati, ampak rabiš denar. Če hočeš kužka, ki je poškodovan, res biti taka mati Tereza, a ne, rabiš imeti denar, rabiš plačati to operacijo, rabiš plačati te veterinarje, pa tako naprej. Ja, pa saj so sponzorji, ok, torej še vseeno uporabiš vir denarja, razumeš, torej nekdo vseeno to plača, to pomeni, da tudi če uporabiš denar od nekoga drugega in je on to skreiral, ne moreš potem trditi, da je denar vir zla, ker si glikar zaradi tega pomagal nekemu kužku ali pa nekemu otroku ali pa, razumeš, neki družini v stiski in tako dalje, ne. Dajmo se zavedati, da je denar samo sredstvo in da samo po sebi ne more biti zlo in da ne more sam po sebi, se nima, razumeš, 4 nogice, da gre in zdaj dela zlo po svetu. A štekaš? Če pa človeku daš denar v roke, pa verjamem, da iz tega lahko marsikaj naredi, ampak to je tisto, ker se človek odloči sam in samo uporabi denar za to. Tako da dajmo se zavedati, da če že dajemo toliko ostre besede na kaj, doskrat, dobro, pa tudi jaz nočem na ljudi to obesiti, ampak dejstvo je, da vam zdaj pač govorim resnico, kje tukaj ne, se skrivajo vzorčna razmišljanja.
Druga točka, ljudje so naučeni, da morajo biti skromni, zaradi tega, ker pomeni, da so to dobri ljudje, a veš, ker če si skromen, če si ponižen in tako dalje, potem si ti dober človek in seveda ti hočeš biti dober človek in hočeš, da te drugi odobravajo in tako naprej, ne. Skromnost je nekaj, kar ljudje, v večini primerov, zelo malo take, ki imajo to iskreno, kar ljudje zavzamejo kot zaradi tega, da jim ni treba stvari v življenju narediti, ker jih je v resnici strah stvari narediti, to, da boste vedeli, to je ena stvar, a pa druga stvar, zaradi tega, ker hočejo biti sprejeti strani okolice. Ampak duša ni skromna, razumeš, duša je neskončna. Če je nekaj neskončno, ne more biti skromno, zato ker neskončnost pa skromnost ni ena in ista stvar. Ok, tako naša duša ni skromna, ona hoče vse iz inkarnacije, kar lahko dobi. Ok, in tako to pomeni, ta skromnost je v bistvu oddaljevanje od tvoje naravne dušne energije. Tretja stvar, zakaj ljudje nimajo bogastva, ali pa mislijo, da ga ne smejo imeti zaradi tega, ker imajo kakšno krivdo. Mislijo, da si ne zaslužijo, zaradi tega, ker v življenju niso naredili vse prav in tako naprej. In je v bistvu odrekati si potem ena taka za njih zelo logična, podzavestna, sicer zelo strupena, ampak vseeno kazen, kjer si potrjujejo, aha, dobro, zdaj sem se pa kaznoval, zdaj sem pa mal, a veš, sem vsaj nekaj povrnil in tako naprej, ampak ljudje delajo to zaradi krivde. Krivda je pa zelo, zelo, zelo težek občutek in taka krivda na dolgi rok nikoli ne prinese nič dobrega. In četrta stvar je, ljudje se bojijo odgovornosti, ki jo prinese bogastvo zraven. Odgovornost, kaj delaš s tem, kako to razporejaš in tako dalje. Skratka, to so 4 nekako točke. Zdaj bi vam pa rada povedala sledeča. Dejstvo je, da si vsak človek, čisto vsak človek v resnici sebi želi bogastva. Pa vam bom povedala zakaj. Zaradi tega, ker je duša neskončna. Neskončnost pomeni imeti vse. Vesolje je neskončno, razumeš? Narava ima neskončne vire. To pomeni, da če mi rečemo, da tega nočemo, sami se pljuvamo v skledo oziroma sami se rečemo, da ti nočeš imeti oziroma biti tisto, kar ti v osnovi kot energija si. What? A veš, kaj hočem reči? Varum! Zakaj bi hotel to delati, ne? Tako da duša je definitivno tista, ki se tega principa, da je eno z vsem in da je vse neskončno, zelo dobro zaveda. Kar pomeni, da je najbolj bogata, da je to največje bogatstvo, kar pomeni, da to je tudi tisto, kar hočemo preslikati v to življenje. Ampak to si moraš samo dovoliti. Ko jaz bi ti rada pri tem pomagala, zato z veseljem najavljam novo, 24.10. Čak da pogledam, ja, 24.10. Pod mojim okriljem prihaja tečaj bogastva in obilja. Učila te bom konkretne stvari, te učila razmišljati pozitivno in bogatstvo bo k tebi prišlo, zato ko verjamem, da to lahko v vsaki knjigi preberete. Jaz te bom učila konkretnih principov in tehnik, odstranjevanja vzorcev bogatstva, kaj narediti, ko je kolektiva težka, ti rabaš po njej manifestirati, kaj narediti, ko ti drugi pošljajo ljubosumje, pa ti s tem tvojo kreacijo nižajo, a veš, kako lahko v enem trenutku ful preobrneš energijo, ki peša in jo lahko ti manifestacijsko dvigneš. Številne vaje, na tone meditacije, mislim, da vsega skupaj dobite 30, še malo več meditacije, res izjemno dober je ta tečaj obilja in bogatstva in vabimo vse tiste, ki imate dosti tega in biti skromni in da ste skozi v nekem strahu in da niste varni in da nimate denarja in da se počutite, da ste spregledani in ne vem še kaj, res. Tako da to si ful želim, da ta tečaj objame čim več ljudi, zato ker bi vas rada videla srečne. Poteka na spletu, če zamudiš, nič hudega, imaš kasneje na voljo tudi posnetek, katerega lahko gledaš kadarkoli, zato ker ne bo omejen rok trajanja. In potem imaš seveda na voljo še nebeško shrambo z mojim mentorstvom in še z dodatnimi vsebinami in tako dalje in seveda z obljubljenimi meditacijami. To je tisto, kar ti definitivno lahko ponudim in se veselim, če te pokličejo. V vsakem primeru pa ti želim, da definitivno odpreš svoje zavedanje in da si začneš želeti več.
Tako da to je to, dragi moji, pokukajte na potovanje duše.si, potovanje duse.si in tisti, ki se vidimo, se definitivno veselim in vsem ostalim vse dobro želim. Lepo se imejte in čao.